Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. Vsak dan nekaj delamo, vsak dan se rekreiramo, karkoli že počnemo, gibljemo se. No in pri tem nam v izredno oporo in pomoč stojijo naši sklepi. Kako jih varovati, kako jih zdraviti, ko nastopijo težave, bomo danes govorili s Polonco Fiala Novak, magistro farmacije iz Pomurskih lekarn. Pozdravljeni. Lep pozdrav tudi vam in seveda vsem našim gledalcem. Res je, pravi uvod ste nekako naredili. Pravzaprav gibanje je tisto, kar je osnovno nekako vodilo skozi življenje in sklepi imajo pri tem res tako prvobitno funkcijo. Tako da danes bo govora res o osteoartrozi oziroma o obrabi teh sklepov, ki nam pa lahko kar nekaj težav zagode tekom kvalitetnega življenja. In danes bomo skušali pogledati tudi nekako, zakaj do tega prihaja, kje so tiste prijemališča, kako bi lahko to nekoliko vse razrešili ali pa vse težavo nekoliko omilili. No in kaj je torej osteoartroza? Ta beseda je za večino nas tujka. Res je, osteoartroza ponavadi ljudje kar pogosto zamenjajo z osteoporozo, ampak pravzaprav kaj dosti skupnega nimata. Osteoartroza je pravzaprav obraba sklepov. Sklep, ki se obrablja, to se pravi, ima potem tudi zmanjšano svojo funkcijo gibanja. Vemo pa, da kadar je gibanje okrnjeno, je tudi razpoloženje slabše, je tudi veliko drugih težav se nekako pojavlja in s tem seveda kvaliteta življenja zagotovo upade. Zdaj, osteoartroza je, lahko rečemo, pogosta težava, ljudje se v lekarni pogosto oglasijo za tovrstno simptomatiko, sploh starejši ljudje. Zadnjič sva govorila v prejšnji oddaji o starejših ljudeh in zdravilih in osteoartrozo mislim, da smo takrat že omenila kot tisto kronično obolenje, ki je pogostejše v starejšem obdobju. Tako da v lekarni lahko rečem, da se skorajda vsakodnevno srečamo z kakšno osebo, ki v lekarni potoži o tovrstni problematiki. Ponavadi so prizadeti sklepi, predvsem sklepi nekako na rokah, to se pravi, včasih reče kdo, komaj še gibam, sklepi kolen, to se pravi kolena, kolki, lahko pa na splošno celoten ta naš kostni predel. Kako določimo to težavo, to bolezen, kakšni so njeni znaki? No, simptomi se začnejo kar pojavljati, včasih ljudje še malenkost morda skušajo nekako pozabiti na njih ali nekako ne pripisati pravega pomena, vendar ko se potem ta bolečina, ki je tisti prvi znanilec te bolezni, stopnjuje, ko nekako ne izzveni, pa lahko potem pomislijo na osteoartrozo. To se pravi, obraba sklepov se začne z prvimi bolečinami. Ljudje rečejo, ko ponavadi zjutraj vstanem, ali se komaj premikam, komaj stopim prve korake, včasih reče kdo, komaj pomigam z rokami, pravzaprav ti sklepi ponavadi potem človeka ne ubogajo. Vendar zanimivo, to je izjemno pomembna simptomatika, ki nam lahko na to nakaže. To se pravi, prvi koraki, prvi gibi so izjemno boleči, ko pa mi sklep nekako utečemo, uhodimo, pa potem bolečina, če ne bom rekla, da popolnoma izzveni, vsaj popusti. In rečejo ljudje, po pol ure recimo pa jaz lahko skoraj da normalno hodim, normalno prijemam, normalno delam. To se pravi, prvo bolečina, okorelost, ki se potem nekako zmanjša. To je značilen simptom. Dočim, če lahko primerjamo nekoliko z revmo, to se pravi revmatizmom, tam pa bolečina nekako ne spusti. To je tista bistvena razlika med njima. Potem, kaj ljudje opišejo? Opišejo, da imajo včasih otekle, bom rekla, sklepe, tudi predvsem te členke. Zakaj osteoartroza obraba potem vodi tudi do določenega vnetnega procesa, ki se potem tudi izrazi z rdečino, toplino in oteklino. Ljudje opišejo, da je včasih celo škrta v sklepih, res je, namreč tukaj se potem ta hrustanec kruši in to pravzaprav ti kostki se nekako potem med seboj drgnejo in tudi res da škrta. Ta težava lahko seveda, če ni zdravljenja, se stopnjuje, prihaja lahko do hudih deformacij sklepov, tudi koleno je pravzaprav res tako utečeno, deformirano in človeka lahko potem tudi na vse zadnje onesposobi za gibanje, za normalno kvalitetno življenje in pravzaprav to je tisto, čemu nekako skušamo ubežati ali pa še pravočasno poskrbeti, da stanje do take mere ne napreduje. Kje pa sploh iskati vzroke za to težavo, za to obolenje?
No, osteoartroza, to se pravi obraba, zagotovo ima tisti vzrok v tem, da naš hrustanec izgineva, se mehča. Zakaj hrustanec? Naj povem, da je hrustanec tkivo, ki je v naši sklepi nekako naloženo predvsem zato, da prepreči trenje, da zmanjša te obremenitve, pritiske. In ta hrustanec ima torej bistveno vlogo. Z leti ali pa tudi zaradi drugih vzrokov, ta hrustanec začne, ki je načeloma gladka površina, pokati, razpoka, se kruši, sva rekla prej. In pravzaprav ta sprememba v tej površini hrustanca je tista, ki potem privede do težav. Ti koščki, sva rekla, potem plavajo v sklepu, vname se lahko sklep, sva rekla, postane rdečina, postane deformacija, to se pravi, hrustanec je tisti bistveni. Zdaj pa spet vprašanje ponavadi nastopi, zakaj pa pravzaprav prihaja do poškodb hrustanca. Prej sva rekla, da je to neka lahko bolezen, ki je predvsem značilna za starejše ljudi, to se pravi degenerativna bolezen starejšega človeka. Tukaj je torej že pravzaprav iz tega jasno, da z leti se naš hrustanec seveda kot vsaka druga stvar obrablja, izginja, se drugače spreminja, tako da tukaj je v starejšem obdobju skorajda pričakovano, nekje celo vsak, bom rekla, drugi človek lahko ima tam pri 70 letih to osteoartrozo, to se pravi težavo z gibanjem, vendar pa, če si mislimo sedaj, da samo starejši človek temu je podvržen, se motimo. Tudi mlajši ljudje že prihajajo zaradi teh obrab, pa se včasih vprašamo, čemu. Lahko iščemo vzroke tudi v tem, da so včasih sklepi nepravilno obremenjeni. Vemo, da danes že vsak šport jemljemo skorajda tekmovalno, ni več tistega športa res za rekreacijo, ampak včasih zgolj iz tekmovalnih namenov. Zdaj, če nisi preveč profesionalec, pa hočeš nekaj doseči več in iti čez sebe, lahko tudi škodo utrpijo sklepi v tem smislu. Včasih preforsiramo tudi samo vadbo. To se pravi, če je to dolgotrajno, dolgoročno, lahko prihaja do teh sprememb v teh sklepih in v hrustancu. Pa tudi pogosto se zgodi, da določene poškodbe, zlomi, zvini, kakorkoli, se ne sanirajo pravočasno ali se sploh ne sanirajo in potem se ta hrustanec drugače nekako obnovi, kot bi se sicer ob pravi strokovni pomoči in tudi to potem lahko vodi, lahko takoj, lahko pa tekom življenja v to hitro obrabo oziroma osteoartrozo. No in kakšna je strokovna pomoč, kakšno je zdravljenje te bolezni? Ja, zagotovo je bistveno to, da želimo nekako zmanjšati bolečino. To je v prvi vrsti, zmanjšamo bolečino, skrbimo za to, da nekako upočasnimo napredek same bolezni, to je bistveno, da izboljšamo samo gibanje, da kakovost življenja nekako ohranimo. In seveda tukaj ima vlogo zagotovo kar nekaj pripravkov ali pa zdravil v lekarni, ki se dobijo ali na recept, tudi določena brez recepta. Zagotovo je tukaj bistveno, da tudi se poslužujemo nefarmakoloških ukrepov, to se pravi, da skrbimo za ustrezno, kvalitetno in res tako primerno vadbo, raztezanje in tako naprej. In pa po tretji strani, da včasih, ko vsemu temu nismo kos, ne z pripravki, ki se dobijo, kot pravim, za samo zdravljenje, da pa včasih potem pri zdravniku se ugotovi, da je stanje neizbežno oziroma da je potrebno tudi včasih kirurško nekako to popraviti, sanirati. To se pravi, imamo oprijemališča, čim prej ugotovimo, preden še je sklep hudo deformiran, preden še je hrustanec popolnoma izginil, imamo kar velike možnosti, da sklep ohranimo v neki kondiciji. In kakšna je pomoč v lekarni, če pride bolnik s tovrstno težavo k vam, kako mu lahko pomagate? Ja, zadnje čase bom rekla, da imamo kar pestro izbiro, morda nekaj desetletij ali pa let nazaj je bila tukaj še zelo okrnjena, bom rekla, izbira. Danes pa se ljudje lahko že marsičesa poslužijo. Zagotovo govorim tudi o zdravilih, ki se dobijo, kot pravim, brez recepta. In eno izmed takih je zagotovo glukozamin. Verjamem, da našim gledalcem dokaj znan. Glukozamin, ki se dobi potem v lekarni pod različnimi imeni, v različnih jakostih, vendar kaj je bistveno? Bistveno je to, da je glukozamin pravzaprav telesu lastna snov. To se pravi, da z leti ta se dejansko zmanjšuje, mi ga dejansko samo vnesemo,
ali pa pravim, da ga vnesemo takrat, ko je hrustanec že okrnjen. To se pravi, glukozamin, če pogledamo, kaj pravzaprav je sestavni del hrustanca. Če sva rekla prej, da hrustanec je problem, glukozamin lahko ta problem nekoliko omili ali popravi. Zdaj, glukozamin je dejansko varen, včasih govorimo o interakcijah med zdravili, glukozamin vstopa v izredno malo interakcij. Zakaj? Zato, ker je telesu lastna snov, ki ga naše telo itak pozna. Tako da pravzaprav ima zelo, zelo malo omejitev. Zdaj, pri glukozamini, kakšna je mogoče neka problematika, ki jo opažam pri svojem delu v lekarni, je ta, da ne nastopi učinek takoj. Ljudje vemo, da sploh, ko imamo bolečino, včasih želimo hipni učinek. Pri glukozamini ne bomo pričakovali učinka niti v dnevu, niti v tednu. Govorimo skoraj o kakšnem mesecu rednega jemanja v pravi dozi, da bo učinek nekako nastopil. Mnogo ljudi, ali pa če niso posebej res opozorjeni, lahko obupa. Tako da tudi danes svetujem nikar ne obupati, jemati vsaj mesec do tistih prvih pojavov izboljšanja, ki nas bo prepričal. Kaj je še pomembno? Pomembno je, da jemljemo glukozamin v pravi količini, to se pravi odmerku, kot rečemo. Tam nekje 1200 mg mora biti, če želimo, da res deluje. Če mi to dozo nekoliko zmanjšamo, tudi iz vidika tega, da bomo nekoliko prišparali, bomo dejansko težko zaznali učinek. Tako da tukaj seveda v lekarni na to opozorimo, koliko kdaj jemati in kako dolgo, da nastopi učinek. Zagotovo pa je tudi to, da večji kot je sklep, dalj časa bo potrebno jemanje, da bomo mi težavo nekako ublažili ali popolnoma popravili. Če govoriva tam o običajnem sklepu, tam nekje rečemo 3 mesece jemanja, mesec dni lahko naredimo pavzo. Pri sklepih ta učinek nastopi na rokah zelo hitro, celo kak mesec se stanje izboljša. Pri kolenih je to jemanje zagotovo daljše, pri kolkih pa je ta razpon, lahko govorimo tudi o pol letu. To se pravi, glukozamin kot včasih celo prva izbira. Mnogo ljudi povpraša po hondroitinu. Ja, tudi tega imamo v lekarni, včasih je celo kombiniran z glukozaminom. Ali je smiselna uporaba hondroitina? Lahko, vendar pa naj povem, da je hondroitin nič drugega kot sestavni del hrustanca, kot sva rekla že pri glukozamini, vendar je sestavljen iz posameznih enot glukozamin sulfata. Zdaj, ali je to prednost ali slabost, morda na nek prvi način, če pogledamo, rečemo, da je to prednost, vendar pa večja kot je molekula, težje se ponavadi absorbira, težje mi pričakujemo neki hiter učinek. Tako da lahko tudi hondroitin, seveda enako kot velja za glukozamin, dolgotrajno jemanje ali pa kar nekaj časa jemanja v pravi količini oziroma odmerku. Svetujemo tudi omega-3 maščobne kisline, ki jih pogosto izpostavim v naših oddajah. Tudi pri tovrstni težavi obrabi sklepov so dobrodošle. Čemu so potrebne ali pa čemu lahko pripomorejo, naj povem, da omega-3 maščobne kisline razen vseh drugih prednosti in koristi, ki jih prinašajo, imajo tudi protivnetno delovanje. Zdaj, rekla sva prej pri obrabi, tudi ponavadi se nekako pridruži vnetni proces in omega-3 maščobne kisline ta vnetni proces ublažijo, s tem mi tudi nekako dosežemo, da lahko ta glukozamin, ki ga lahko sočasno jemljemo, bolje prodira v samo mesto delovanja. Seveda pa omega-3 maščobne kisline za protivnetno delovanje rabijo kar nek odmerek. Tukaj ne govoriva samo o nekaj miligramih, ampak tudi kakšen gram ali celo več, če želimo doseči res to protivnetno delovanje. Zdaj, nekaj izmed novejših študij tudi dokazujejo, da je pripravek iz šipka zelo učinkovit v tovrstnih težavah. Imamo tudi te tovrstne pripravke, ki so se prav tako izkazali protivnetno delujoči pri obrabi hrustanca in tako naprej in ljudje ponavadi se vrnejo kar zadovoljni. To se pravi, vidimo izjemno veliko pripravkov, zagotovo vedno sodi zraven tudi nasvet, kot sva že rekla, kako dolgo jemati, koliko da bo učinek sploh nastopil.
No in s tem nasvetom, kako nam lahko pomagate v lekarni, končujeva najin današnji pogovor. Gospa Polonca, Fiala Novak, hvala za vse vaše nasvete. Hvala tudi vam, hvala našim gledalcem in seveda upam, da s tovrstnimi nasveti bomo pripomogla, da bo njihov korak nekoliko lažji in da bo seveda manj bolečin. Vam, spoštovane gledalke in gledalci, pa hvala za pozornost. Do prihodnjič, nasvidenje.